Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag progress Hashtag progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat. Evo nas, lepo pozdravljeni v novi epizodi Hashtag Progress Report podcasta. Danes z nami trije gostje, dva on set and behind the set. Katja Škorjanc, Jernej Peklar in Luka Kačič. Kako ste? Ste vrej? Super. Odlično. Lep sončen dan zunaj, ne? Tako. Danes bo tema bolj teh, future, arci usmerjena, tako da dobro poslušajte, to so danes modre in pomembne, pametne besede. Dajte mi za začetek povedati, v bistvu, kdo ste, pa s čim se ukvarjate. V prvi meri smo kolegi. Okay. Poznamo se že, kaj zdaj, par let. Od srednje šole. Ja. Okay. Drug letnik, prvoletnik srednje šole. Okay. Kačič je mečken, Luka je mečken zaostajal, ko je malo mlajši, ampak je prišel on board hitro. Okay. S čim se pa ukvarjate danes? Z digitalnim dizajnom, digitalno ilustracijo. Jaz načeloma delam v Outfit 7, ampak v prostem času itak kljub delu rišem, ne? It's just my calling. In ja, se v bistvu bolj kot ne ukvarjamo z NFT oblikovanjem, izdelavo. Tako, tudi organizacijo. Okay. Jaz sem se pa bolj odločil za samostojno pot, podjetniško pot, ja. In sem ustanovitelj Zavoda sodobnih znanj, kjer se ukvarjamo tako s fotografijo, tako bom rekel z naprednimi digitalnimi tehnologijami. En velik del je tudi videografija, fotografija in vsako leto pa vso to znanje preteklih 6 let združimo in naredimo v začetku avgusta tudi vedno en festival, ki vso to naše znanje in izkušnje tudi združuje v domačem kraju. To pa je? Hrastniku. Hrastnik, cool. Bomo pol malo menjali, še goste, samo toliko da veste, pa Blažeš imamo v zadnji, on danes na podcastu. Za začetek, dobro, verjetno so že vsi slišali ali pa prebrali, ali pa jim je vsaj nekdo razložil, ampak iz, kako bi rekel, vajnih izkušenj pa z strokovnimi besedami, ali pa da poenostavite, kaj je v bistvu NFT, NFT. Kaj je NFT? Za Slovenca, za Janeza. Tako, jaz bom rekel, Slovenci, Janezi smo zelo, pa ne samo Slovenci, tudi splošno, smo ful navajeni, da smo lastniki nekih fizičnih stvari. Pa ne bo to, bom rekel, zdaj neka nepremičnina ali premičnina, kot je avto, ali bom rekel neke manjše investicije v kako opremo, fizične stvari, konec koncev, kar tukaj vidimo. Nismo pa še navajeni, da smo lastniki nekih digitalnih stvari. Se pravi, glejte, na Google napišeš, dobiš neko fotko, downloadaš, to je to, ne? To ni čisto prav, ne? Ja, itak. Nekdo je to naredil, nekdo je porabil čas za te stvari in ravno NFT-ji zelo dobro opredeljujejo lastništvo, zelo dobro opredeljujejo avtorske pravice, prodajo teh v zameno za digitalne žetone. Tako da ja, in gre se za, v prihodnosti bo pravzaprav vsaka digitalna stvar potrebovala lastništvo, ker vse več časa, energije tudi vlagamo v digitalne stvari. Ja. In ravno zaradi tega se bo ta preobrat naredil. Kdaj? 5, 10, 15 let? Ne znam tega reči. Ko bomo ljudje to sprejeli. Kje pa je po vajni oceni razumevanje pa to, da folk sprejme NFT v Sloveniji, da se folk zaveda, kaj je, smo daleč zadaj, smo dokaj vrejo seznanjeni s tem? Se izboljšuje situacija, ampak se mi zdi, da glede na, kako bi rekla, Sloveniji specifično je še kar, se mi zdi, da tak
rahlo nezavedanje, kaj sploh je digitalni svet, kaj je metaverse, kaj so NFT-ji. Malo smo tak, ne more to v našem DNK-ju kot Slovenci, ampak smo ful distancirani, kaj se tiče tega, kar ne razumemo internet. Okay. Te zadeve. Tako da zaenkrat, no, vse gre na boljše, ampak smo še tak mal, kaj sploh je to, ali je to stvar, v katero se splača investirati, ali ne, če ne razumem, zakaj bi to denar, ampak ljudje so že zaslužili, zakaj za to zamujam, tako da ja. No, ker se mi zdi generalna publika ali pa mogoče samo starejši, ko jim, ne vem, je kakšna tema pogovora ali o kriptovalutah, ali o NFT, so starejši tak, ne, to pa je spet neki piramidni sistem, bom jaz izgubil denar, so me že napisali v preteklosti, bla, bla, bla. Ne, ampak Se zgodi. itak, Veliko je tega. itak, parak, gulov, Večina pa... projektov je pravzaprav to. Ja. Izkoriščanje neznanja ljudi. Ja. Imate kakšne ocene, koliko je tukaj procentualno nekih fake rug pullov pa tega, ko ste že dlje časa v tem? Lahko sploh vidva vidita, ne vem, ko naletita na neki projekt ali pa na neki art, pa ste tak, ne, to je fix fake. Večino, jaz bom tako rekel, gre se samo za drugo tehnologijo. Tudi v zdajšnjem svetu obstajajo podjetja, ki prodajajo meglo. Ja. Ne. In glih tako se tukaj dogaja. Jaz pravim, da je, če tvoja podjetniška ideja, pa ne bo to na blockchainu, ali ne bo to, bom rekel, čist tem, kar smo do zdaj navajeni, če ne rešuje nekega problema v svetu, da ta problem dejansko obstaja, da obstaja nek market za te stvari, potem je na nek način to prodajanje megla. Če pa obstaja za tem vzadi nek real world problem, ki ga bomo lahko rešili s to tehnologijo. In še enkrat, ta tehnologija omogoča drugačne pristope k reševanju problemov ravno zaradi tega, ker imamo lastništvo, imamo royaltise in v prihodnosti bomo reševali problem s to tehnologijo, zagotovo. Kje pa mogoče vidite največji potencial blockchain tehnologije v vsakdanjem svetu pri reševanju problemov, v katerih področjih življenja? Jaz bom rekel samo eno, jih je več, ampak industrijo, ko jo zelo dobro tudi poznam, pa ko celoten reshaping je absolutna glasbena industrija. Ja, definitivno. Na zadnje sem se z MKM sem se s tem pogovarjal, je rekel, da bi se ful rad spustil v NFT-je, v digitalizacijo svojih komadov, ampak mu še ni bilo čisto jasno, kako bi on v bistvu lahko dobil royaltije od vsakega streama. Imate slučajno vi odgovor ali rešitev ali je še bolj neraziskano? Ne, s tem je tekla tudi ta problem, v bistvu smo ga razdavali tudi zadnjične konferencije, da sledi se s tem vprašanjem. In tudi v Sloveniji so že ljudje, ki se ukvarjajo s tem. Okay. Ne vem, če imamo mogoče minutko dve, da se spustimo v to, lahko povem svoje. Komod, prosim. Se pravi, trenutno smo ljudje navajeni poslušati glasbo na Spotifyju. Včasih so bili CD-ji, tape-ji, vse skupaj. Zdaj imamo lepo mi Spotify, imamo celotno knjižnico v žepu. In problem pri tej knjižnici je, da je neka centralna firma v zadnji za tem, ki ona diktira, kako se bo to razdeljevalo. Artisti se načeloma morajo strinjati s tem, ko uploadajo stvari gor. In velik problem artistov pride pri tem, da se pravi, si nov artist, želiš izdati album, izdati single, zato rabiš finance. Preden se ti bo obrlo, pa tudi če je to hit, preden se ti bo prek Spotifyja, bom rekel, neke finančne sredstva obrla nazaj po par mesecev. Takrat boš ti že moment zdavni izgubil. Se pravi, največ problem artistov, da ne morajo uspeti, je ravno ta spin time, ki te potem vsakič naprej porine. In ta spin, če bomo zmanjšali ta spin time, ki ga pa lahko z real time paymenti na predvajanje rešimo, tudi te stvari že rešujejo določene izobraževalne platforme, ki plačujejo po minuto gledanja. Absolutno to funkcionira, če bomo to dali tudi v glasbo noter in da bo za tem vzadji znan algoritem
razporejevanja, kako to funkcionira. Jaz mislim, da niti veliko ljudi ne rabimo za to, da taka platforma funkcionira, se pravi že tako in tako ful manj stroškov, da bo to laufalo. Artist bo pa, ne vem, tedensko ali pa dvodnevno ali pa dnevno zaradi mene ali pa real time na svojo digitalno denarnico dobival sredstva, mu bo to omogočilo, da on ta spin, svoj moment pa lahko bolj produktiven, pa več sebine. To se na primer dosti krat zgodi in pri naših slovenskih in pri tujih glasbenikih izdajo single, pa čez nekaj časa nič, pa ne vem, celi album, pa še nekaj časa nič, pa video spoti šele. Logično. Sploh, ko si na začetku nimaš narast, ti neko multiprodukcijsko snemanje video spota ali pa ne vem, teaserov pa onega tistega, ne. In to bi se, tako si rekel, če bi bilo real time, Absolutno, tukaj so tudi založbe, ne? Ko velike talente tako in tako prepoznajo, ampak na koncu boš dobil pogodbo, kjer bo 80% royaltiesov šel njim, ti boš dobil 20% in si čisto na istem. In boš še, recimo, 3-4 leta v to vlago, pa na koncu boš gotovo, I can do it better on my own, in ko boš na koncu imel, pretekle 4-5 let, 20%, z odvetniki se boš pogovarjal naslednjih nekaj. Plus tega, da nekdo, naprimer, to je pač ustvarjalni svet in lahko, da pač zgubiš svoj ustvarjalni moment ali pa vrhunec ali pa višek, ne, pol se hočeš spustiti, pa več ti tako dobro gre to, ne, od rok, ali pa nisi toliko samo zadovoljen s tem, kaj. In mislim, da to, kar je v glasbeni industriji, se lahko na tudi druge art industrije aplicira. Absolutno, digitalne galerije, gledanje, metaverse, potem tukaj pride. Slučajno sem včeraj gledal en klip od Vice Newsa, so se v bistvu Christie's, mislim, da so iz New Yorka, aukcijska hiša, svetovno znana, pa Sotheby's so bili od samega začetka, od 2014 proti NFT-jih, proti tem, zdaj ima že v bistvu svoje kuratore, ki kurirajo NFT, art in so tam na ogled in jih preprodajo po smešnih cenah. Lovijo, ne vem, kako bi rekel, skautajo za razne ulične artiste, da jim nekaj ustvarijo za smešni denar, ne vem, $500, oni pa pol to prodajo dalje za smešno. In načeloma bi se potem, če se vrnemo nazaj, zdaj smo nekako obdelali NFT, bazira na podlagi blockchaina, kriptovalut, ne moram jaz zdaj kupiti, ne vem, z gotovino, tebi plačati €500, pa mi daš eno slikico. Ali? Treba to pretvoriti čez enkrat. Treba naložiti na denarnico. Mislim, če bi se Katja strinjala. I would, sure. Ne, ampak načeloma ne. Načeloma je to point, da si izmenjaš tokene in določiš na svojem. Stekam. Da se? Ok, te pa mogoče za sekundico menjamo, pa pridem bolj spet nazaj na tvojo ustvarjalno. Pa se nam pridruži zdaj Luka Kačič. Evo ga. Servus. Se mi zdi, da popravite me, če se motim, ampak tudi nekaj, kako bi rekel, povod, da so se kriptovalute tako razpasle, da se pač cut out middlemana, se pravi banke, da je direktno od mene do tebe prenos finančnih sredstev, da ti dobiš svoje procente, jaz dobim tisto, kaj kupim. To se tudi da, ampak načeloma so tudi posredniki NFT marketplace, ne? Ko vzamejo tudi svoj fee, ne? Načeloma pa za določene arte, ko so recimo manj vredni, se artisti pa kolektori izmenijo tudi za internal sale, ne? Okay. Si ga prodajo med sabi, pa je pol prešparajo na tistem marketplace fee-u, ne? Je kakšna pot tu v prihodnosti, da se bojo ti marketplaci sploh pač izničili, da jih ne bo, da jih ne bomo več potrebovali? Ne vem, zaenkrat ful vidim tudi za individualiste ful prednost marketplaceu, ker ti lahko dajo neko širino, neko prvo publiko, ne? Če dobiš da se pojaviš, ne vem, na prvi strani marketplacea kot nova kolekcija, kot nov artist, ti to ful naredi pri buildingi community, ne? To te lahko full boosta na začetku. Kaj pa je v NFT svetu, kaj je tisto najbolj pomembno? Community, sam art, kvaliteta, social media, output ali... Načeloma je aspektov več, ne? Ampak overall bi rekel, da je community tisto najbolj pomemben. Ne? Ne glede na to, ali delaš igrco, ali delaš neko 10K kolekcijo, ali si individualna artist,
zmeri rabiš community, zmeri rabiš eno skupino ljudi, ko te podpira, ko so isto misleči in pol tako dobiš hype v bistvu, dobiš kolektorje, spoznajo te ostali, spoznate svet, ne. Ja. Koliko imaš biti tukaj aktivn? Je dovolj samo, da imaš vredo art ali ne vem, imate vi kot ekipa vsakodnevno, ne vem, tudi objavljate, ne vem, s čim, kaj trenutno ustvarjate ali... Ja, moraš biti ful aktiven, ne. Ful so povezan socialni mediji s tem vsem skupaj, mislim, da Twitter najbolj, ali pa kak Clubhouse, ko so bolj tak na varianto free talku, ne, ali pa Twitter Spaces. Ja. Drugač pa Discord, ne, in Discord je tak socialni medij, kodr si lahko ti ustvariš en private server, kodr ti prvapiš ljudi, ko dejansko mislijo, v bistvu verjamejo v tvojo zgodbo, ne, ali pa razumejo tisto, kar ti delaš. To, kaj zdaj ustvarjate oziroma delite, ste bazirali vaš marketing na podlagi arta ali ste videli, to je art, zdaj pa moramo sestaviti, kako bi rekel, marketinško strategijo, pa probali pol nekako združiti, ali kako se je to pol vam poklopilo? Tako, recimo, market v NFT spaceu se ful hitro spreminja, ne. In na začetku mi smo prišli zraven v letu 2021 marca in takrat je bilo recimo ful hype na samem art qualityju, ne. In takrat smo videli ful priložnost za Katjo, ker je bila izvrstna digitalna artistka in če mi te njene artworke spravimo na marketplace, je že to lahko dovolj dobro, da gremo viral, ne. Da nas pozna cel svet, ne. Izstopali smo takrat, ne. Ja, z kvaliteto pa. Kaj je bilo na marketplaceu, je to bil over the top. Kaj pa je bilo takrat? Takrat je bil pik, ne. Takrat je bil full hype na celem svetu teh NFT-jev, ker so CryptoPunksi uspeli in bili smo še kar v kripto bull runu, kriptovalute so bile dosti visok. Ja. In to je laufal. Pa se pa to ful hitro spremenilo, ne vem, 2 meseca je to trajalo. Se to. In pol je ful ratal pomembno, da si imel ti svoj community, da si imel ti, ne vem, ljudi, ko so te podpirali, da si imel zbuildan social, da si imel hudo spletno stran, da si naredil zraven tvojega hudega arta neki utility. Se pravi, da ko je on kupil NFT, ni bilo da sam, da je quality art, ne, da ga je lahko nekaj uporabil, ne, ali je to metaverse, ali je dobil neke popuste, ali neke benefite, ne. To ste vi 2021 nekako noč skočili pa se spustili. Za tiste, ko se danes tega loteva, so zamudili vlak? Ne. Ne. Mogoče so zamudili ta prvi wave. Ok. Sigurno še pride, več jih bo. NFTs are here to stay. Ok. Pa to smo zdaj, če gledamo, ne vem, če primerjamo to od leta nič pa do 2000, kje smo zdaj po časovnici, kar se tiče NFT sveta? 1,5. 1,5, ok. Ja, ne vem, to ne znam glih predvidevati, ne, ker je ful odvisnih faktorjev, ne vem, so kriptovalute, so druge stvari, kam se bojo utility razvil, ne, ali bo to uporabno tudi v kakšni industriji, ali bo, ker to nas lahko mogoče, to lahko ful vpliva, ne, kam se bo trg razpelo. Ali se bo, ker velike korporacije, recimo McDonald's, Coca-Cola ali pa neke take, lahko ta trg v svoj prid obrnejo, ne, ali pa ne vem, Ferrari, Mercedes, ne. Mislim, po eni strani je cool, da se take velike korporacije spuščajo v NFT svet, ker, kako bi rekel, na nek način da zgled drugim, da je pač to legit stvar in da je to del prihodnosti, ne. Jaz prvo stvar, kaj sem pomislil, sem bil tak, ne vem, 25 let nazaj sem šel v trgovino, pa si kupil fuzbal sličice, pa v album lepo, danes, ne vem, neki šmrkavec pripravljen, ali pa bo mami zagnjavil, da mu da 20 000 evrov, da bo imel zlatega, ne vem, Ronaldinho, veš, kot NFT-ja, ne. Ja, in bolj ko se mi zdi, bolj ko razmišljam o tem, bolj sem tak, tu so to opcije, pa še to je opcija, pa še ono, pa tisto. Kaki pa je vaš nek, kako bi rekel, kratkoročni pa dolgoročni cilj z tem? Kam ciljate? Jaz bi rekel, da je naš splošen cilj, da smo drugačni od drugih, ne? Ker je recimo ful so popularne 10K kolekcije, pa da se zbira nek founding za njihovo idejo, da bojo lahko to speljali, da bojo dobili dosti denarja. Naš princip je pa drugačen, ne? Mi prodajamo umetnost, mi prodajamo čustva, ne? Tako da bi imel svojo galerijo, ne? Mi prodajamo Katin ime. In ona bo skozi svoj življenje sigurno ful napredovala. Itak. Reference ima že zdaj bolane, ne? Pa tudi drugačni art imaš zdaj, kot ga boš imela
Si ga imela, pa ga boš imela čez 5 let, ne pač. Ja. Zadnji ima pa mogoče naju, ko pa spremljamo, pa research delamo na celem marketu, na NFT-ju ali pa na blockchainu ali pa kriptovalutih. Prosti, da te prekinjam. Kako se lotita tega researcha? Kaj iščeta? Kaj gledata? Na kaj sta pozorna? Ne rabita iti zdaj v poslovne skrivnosti, ampak... Načeloma jaz to počnem samo na Twitterju ali pa ne vem, na kakih oglaševalskih spletnih straneh. NFT Now je recimo ena taka ful huda. Drugače pa večinoma na Twitterju pofollovam take ljudi, ko me zanimajo, ko vidim, da so naredili nek hud progres v NFT svetu. Okay. Se z njimi skonektam, ne vem, četaš. Ali pa si v pravih Discord serverih, ne. In tam noter. Spremljaš, o čem se ljudje pogovarjajo. Tukaj v usmeritev pa najdeš pa kakšne imena, pa ne vem, pofollowaš kakšne hashtage mogoče na Twitterju tudi in spremljaš, kateri tam objavljajo, ker Twitter je prav način, prav vstop za raziskovati, potem pa, če te nek projekt navduši, da vidiš, da ti všeč, ko delajo, absolutno imajo, če so v NFT svetu, imajo tudi svoj Discord. Ja. Ali pa spremljaš influencere, tako ko si spremljal, ne vem, za glasbo vplivne žene, ali pa ne vem, za travel blogerje, tisti, ko so ti bili všeč, isto je tle, ne. Štekam. Če dali več je pa tudi recimo NFT konferenc, kodar je pomemben networking in tam tudi zveš prve newse, ko se dogaja v svetu. Zadnji smo glih na prvi slovenski v Ljubljani, pa smo imeli itak milijon vprašanj, sicer so ful super povedali, za moje pojme, za začetnika, ampak pol pa smo imeli break, pa si se lahko mingla, pa vprašal, ampak sem bil tak, po eni strani nisem hotel kar do enega pristopiti, pa ga nekaj vprašati, ker sem se bal lahko, da bo pač čisti noob, tako jaz pa ne bom imel pojma, ne? Nočem pa naleteti na nekoga, ne vem, z ful izkušnjami, pa z ful znanja, ker jaz izpadal v materiji in sem bil tak, s kom se ne pogovarjam. Pa se mi zdi, da v kripto pa v NFT svetu je res tak, da ne moreš človeka soditi po tem, kak je oblečen ali pa koliko je star. Ja, ne moreš, ne. Ker sem imel, ne vem, pol tam so bili eni pubeci, ne vem, 13 stari z najbolj hecno oblečeni, pol si imel nekega starejšega gospoda, celi v kravati in si bil tak, vidva sta v istem, v istem biznisu in je pač res je ful zanimivo, no. Načeloma tudi, če kriptovalute gledaš, ne, to obstaja od 2008, ne, Bitcoin recimo, to ni nek velik časovno obdobje, da bi lahko bil res zdaj tle nekdo full expert, ne. Če si totalen noob, te bo on po moje sigurno razumel in ti lahko pristopiš do kjergakoli. Butastih vprašanj ni. Kaj mislite, da se je zgodilo, ko smo že pri tem z Satoshijem? Sta to kaj se menite, ne vem, imate kakšne teorije, teorije zarote, ali vi ste bolj v tem pa verjetno bolj razumete? Ni fajn, da kako je. Ja, ampak veš, ono, malo te srbi tak, še živi, veš, kdo je, ki je... Jaz mislim, da je ženska. Res? Nice. Ne vem, nimam neke... Mogoče pa Luka. Ja. Nimam neke preference, sem neke stvari prebral, ampak ne prideš do oprijemljive stvari, ne, zato meni se je zdaj pa brez veze raziskovati o tem. Dobro, da imamo tehnologijo in hvala mu, to je to. Sta rekla, da načeloma največ uporabljate Twitter. Se je spremenilo kaj, ko je Musk prevzel? Načeloma ne. Obljubo je, da bo bote scancelo, tega je bilo ful. Koliko je, imate kaj težav s temi boti pa to? Ja. Ful ali? Ja, dosti. V kakem smislu? Pač trolanje s komentarji? Ja, trolanje s komentarji, kao promote this shit on our website. Ja. Te stvari, ja. Pa pol pogledaš profil, pa ima 0 follower. Ja. Ali pa ID, pa so same cifre. Ja. Tudi vam ful predstavlja težavo, ne vem, komentarji botov pa trolanje? Polko nekdo legit prije na vaš profil pa bere, pa vi toliko je nekih bot, troll komentarjev, je to težava ali... Bi rekel, da ne, ker to se njem isto dogaja, ne. Tudi če greš na njegov profil, je tega ful. Ja, ok. We're in this together. Ok. Se pravi, Twitter je neke vrste, kako bi rekel, first handshake z potencialnim kupcem oziroma simpatizerjem. Kaj pa je pol Discord? V kakem smislu? Discord je pa bolj v bistvu okolje, kodar ti ohranjaš nek fixen feed, ne. Na Twitterju se ti to spreminja z objavami, ne. Na Discordu pa lahko ti dedicataš en kanal, kjer noter ne mora noben pisati in tam gradiš svojo zgodbo, poveš, zakaj si sploh v tem svetu, kakva je tvoja ideja. Ko neka vrsta oglasna deska? Tako, recimo.
In Za Jane se pač toliko da bojo vedeli. Okay. še ena nekdo huda- pride v tvojo hišo kasneje, ko se je že fulejnih stvari zgodil in te glih tako lahko dobi v zelo kratkem času, razume, kaj počneš in tudi ve, kje sodelovati, kje je nek general chat, kje so specifične stvari, ne vem, čekne mogoče kakšne nagradne igre, posebej kanale za to. Zelo tak tematsko razdelan. Ja. A veš, tako kot je kuhinja za kuhat, ne, pa je garaža za, a veš, da vse Ja, na ja. svojem koncu, ker na Twitterju je pa vse na kupu, ne. Ja, vse skupaj. To je forum, mogoče tudi pri Discordu je vredno omeniti, da ko te nekdo začne spremljati, pa ko spozna tvoj community, ko spozna tvojo zgodbo, se načeloma ne veliča general chata, ker tam noter prihajajo skozi newcomeri, pač novi ljudje. In ti lahko za take ljudi narediš poseben kanal, dokler ga oni, ko pridejo na novo v Discord, nimajo dostopa. Ne. In tam noter se ponavadi, tem se rečejo kak alfa channeli, mogoče še kako drugače, kak private channeli. Okay. Kodar se razvijajo kakšne pomembne debate ali pa kakšne bolj konstruktivne. Okay. Bolj Recimo, vrednega. do določenih kanalov lahko samo prideš, če si kupil NFT, ali pa če si bil, ne vem, mogoče na nekem toku. Da že malo bolj veš, zakaj gre, nisi več newcomer in se potem tam razvijajo kvalitetnejši chati. In absolutno, da prideš ti do tja, moraš kot newcomer nek effort uložiti v to noter in nekdo, ki se še ni ukvarjal s tem, in ko to začne raziskovati, tega dela sploh videl ne bo. In dokler bo spectator, sprav da bo bolj opazoval to sceno, niti ne bo teh nadaljnih korakov spoznal. Štekam. Okay. Ali pa plačati moraš. Ja. Just samo make cash, pa si all in. Ok, bi te lahko malo nazaj potegnil? Super. Ok, cool. Nas imamo interaktivni podcast, folk, to je to. Drugič gremo live. Če kjer je kapil? Vas zebe? Vam je mrzlo? Cool. Ok, cool. Zdaj pa, da se vrnemo na art. Imaš specifičen način ustvarjanja, risanja, od, kako bi rekel, tematik, barv, vsega tega. Kdaj se je nekako to začelo ustvarjati v tvoji glavi, pa da si pol prenesla na papir oziroma na tablico? V bistvu se, kar se motivov tiče, pa color palettes in, kak pristopim k vsemu je ful impulziven proces. Ok. Itak sem začela že ne vem, stara sem na 6 let, sem risala po stenah moje sobe, po sestri, po bratu, po ljubički, vse, kar je bilo na voljo, sem izkusila. In nisem v bistvu nikoli nehala, ne? Ok. In tako nekje 5-6 let nazaj se je začelo, ta digital art je, kako bi rekla, tako je izbruhnil, no, in tako z internetom se je vse skupaj začelo, ampak sem v bistvu prišla v stik z digital paintingsima, ne, in sem bila v bistvu navdušena že od prvega začetka in sem rekla, v redu, jaz bi to ful rada poskusila, ne. Okay. In sem imela srečo, da je 5 let nazaj, 6 let nazaj imela kolegica to tablico, digitalno tablico, sem rekla, v redu, dej mi pač to malo posod, ne, za kak teden bom jaz videla, če se s tem kaj da, ne. In sem začela, ne, sem poskusila in sem bila hooked by first second, res. Love at first sight. Ja. In ta čas sem študirala tu v Mariboru, na pedagoški fakulteti za profesorca likovne umetnosti. In je bil tu problem, ker v našem kurikulumu ni bilo nobenega digitalnega, kako bi rekla, digitalnega kreiranja v nobenem spektru, niti blizu računalništva nismo prišli, ne? In je bil moj problem najti zdaj, ne vem, neke tutoriale na internetu, v bistvu sem se praktično učila vse prek YouTubea. Pa takrat je še bilo bolj v povojih vse skupaj, nisi imel nekega kontenta ali pa ne vem, video, how to itd. Ja, tako. Pa sem nekaj redo, sem jaz malo špilala s tem in sem začela v bistvu bolj kot ne vsak dan po mojih klasih se ukvarjati z risanjem na tablico, ne, in je bilo sprva problem, ker ti imaš tu črno površino, ekran, pikalo in pač ti v bistvu rišeš, vse se pa izvaja potem na ekranu in ne vidiš, mislim, ali je treba ta connection izpostaviti. Štekam. To so bile tiste prve tablice, res, ko so bile tako, bi rekla, neki črni cigli, pa se začelo to šlo na ekran, se dobil lepo, zdaj imaš še Wacom Cintiq, ki so v bistvu tak
kako bi rekla, ker draga zadeva, ampak so ful v redu. Imaš ekran, v bistvu praktično barvno televizijo z pisalom in je tako, kot da bi risal po listu, ampak imaš površino. Ne. Tablica na steroidih, v bistvu. Ja. Ok. Te moraš imeti načeloma tudi ful dosti, kako bi rekel, je investicija bila tudi velika, da si se pač sploh lahko nabavila ves tudi teh Ampak stav. sem hotela biti ziher, da je to stvar, ker če se spustim v kakršnekoli stvar, ali je to glasba, ali je to umetnost, ali je to whatever, I want to do my 100%. Ok. In pa sem v bistvu, kaj bi rekla, po kakem letu, 2 sem gotovila, da se hočem s tem ukvarjati na dolgi rok in sem si kupila zadeve, ki sem jih rabila in je šlo naprej. Ok. Si imela kakšne dvome takrat, oziroma kakšne cilje si imela, si bila tak, jaz bi pa to rada delala, ampak moram pač za to nabaviti, pa to, kaj ti je bil takrat cilj? V bistvu je, jaz imam ful čudno relacijo s temi stiki, mislim, s cilje. Čisto enostavno povedala. Recimo, scrollam po internetu, vidim ful bolan art, sem tako, ok, I want to do that, I want to be that good. Sem igrala League of Legends, sem videla no splash art, recimo screen za karakterja, sem tako, oh shit, I need to do this. In sem v bistvu varila, dokaj nisem prišla do levela, ker sem si rekla, ok, pač načeloma bi potencijalno lahko naredila nekaj takega, tudi sama in sem tako gradila, v bistvu sama sebi zastavljam izzive. In ko jih dosežem, sem tako, yes, I did it. In pa greš naprej. Bi lahko rekla za sebe, da si tudi talentirana v risanju, ali da je vse to bilo bolj priočeno? Kaj bi? To je ful dobro vprašanje. Lahko jaz odgovorim. Je talentirana. Ok. Ne, mislim, to je ful tako filozofsko vprašanje, ker se vedno sprašujemo, ali je to talent, ali so to skilli, torej neka tehnično znanje, ki ga imaš. In meni se zdi, da v prvi meri rabiš na nek način talent imeti, da lahko pol v bistvu s tehničnim znanjem ga izraziš. Če pa nimaš tehničnega znanja, ne boš mogel talenta izraziti. Ideja načeloma je lahko dobra, ampak če ne bo v redu deliverana, it won't do good. Še ti, kako bi rekel, vadiš na svojih tehnikah, se učiš nove ali... Definitivno. Aha, ok. Mislim, tehnike imamo v analognem svetu. Svetu. Recimo imaš oljne barve, imaš akrile, imaš svinčnik, imaš oglje, you name it. In prav tako imaš tudi v digitalnem slikanju, lahko delaš, ne vem, imaš art style, kjer so bolj 3D modeli izraženi, pa imaš art style, kjer je v bistvu ilustracija, zgleda vse kot digitalna oljna slika, imaš ogromno načinov in vsak dan se novi porajajo. Plus tega imamo zdaj recimo AI programe, ki naredijo svojo AI sliko. Tu so ful se novih vprašanj, odkriva ful novih metod in ne vem, meni se zdi, da se to ne bo ustavilo. Kar je, it's a good thing and a bad thing. Pa že za tebe, ko si toliko časa v tem, se ti zdi, da tehnologija pa napredek pospešuje ali je neka zmerna rast novih tehnik pa tehnologij pa tega, ali dohajaš ali si tako, zdaj pa že imamo to pa ono na izbiro pa zdaj že lahko tak pa ono ali... Problem je, ker če hočeš biti zelo dober v eni stvari, moraš eno stvar res osvojiti in da boš ti tisto stvar osvojil, si moraš vzeti čas in v tistem času, ki jo osvajaš, ne moreš biti pozoren na 15 drugih tehnik, na 15 drugih metod, ki so prišle ven. Itak, da smo v stiku z njimi, jaz sem v stiku z njimi, ampak sem se odločila, da je ful boljš, če vem, kaj hočem dosežiti, pa sem v tistim, kako bi rekla, tisti poti noter. Pa vidim cilj, kot pa da bi bila razprešena na 30 različnih območij, ker to sem delala v preteklosti, pa ni bilo dobro. Si lahko dober, ne vem, v 50% v neki stvari. I want to be really good at one thing. Kaj pa je to? Kaj hočeš doseči? Kaj je tisti ultimate? Ali pa, ne vem, kratko trajni cilj tebe kot artistke? K čemu zdaj stremiš? V prvi meri, da bi bila 100% ponosna na to, kakaj dela dam od sebe. Ok. It's simple, ampak je ful težko, sploh če si samokritičen do sebe. Si ful? Ja. Ok. In ne vem, če imam feeling, da delo ni dovršeno, da ni tako bi moglo biti, sem toliko bolj potrudila pri naslednjem. Ok. Če ni naredil v takem stilu, ki sem si ga želela, bom se toliko bolj potrudila pri naslednjem izzivu, ki si ga bom nastavila. Imate kdaj težave, da naprimer ona neka full epic dope shit nariše, pa je tak, joj, sploh mi ni všeč vija, pa pač norita, pač ta epic?
Mislim, je tudi to že bilo, ne. Ona vidi ful podrobne napake, ne, svoje, mogoče res je kritična do same sebe, ne, ko jo jaz v bistvu ne bi mogel videti, ne, kot en laik za art. Meni tisto vse, kar narišem, je wow. Ja, ona. Je kdaj, pa se pol odločite to, s čemer ti nisi 100% zadovoljna, pa sta vidva ful navdušena, pa mislite, da bi pač bilo to dešet, se odločite pol to releasati, ali delaš ti popravke, ali kako to pol funkcionira? Načeloma je bila tako pridna, da si imela dost full quality arta na zalogi. In načeloma smo take lukne, ko so nam falile za release, pokrili s takim artom, če s svojim rednim artom ni bila čisto zadovoljna, pa recimo je rabila več časa, da bi ga dodelala. Tako da načeloma, kar smo do zdaj izdali, mislim, da je full top quality. Yes, I trust these guys. Pač mata, kako bi rekla, razumeta, kaj je cool. Trenutno za trg. Se pravi, imate načeloma določeno, v katero smer boš zdaj ti, kako bi rekel, svoj art usmerila, ali pa če rišeš to, kaj ti pač klikne v tistem trenutku? Zdaj, klikat mi je začel 2-3 leti nazaj z to Space Team stvarjo, ko bi rada naprej pelala, tako da smo se v bistvu pogovarjali, da bi ostali v tem spektru. Načeloma je pa tudi Katie Shock Art kolekcija ni usmerjena v eno tematiko, ne, ampak je v bistvu čist prosta, čist odprta. Zato smo tudi izdali že recimo, ne vem, full takih space pa gaming artwork, ne. Izdali smo pa tudi recimo njeno sliko z digitalnim oljnim barvam. Ko je pa en tak mogoče malo specifična tematika, ne. Kako to pa, da ti je pač cool tudi space stil, ne vem, zaradi filmov, igerc ali slučajno, ali odkot jemlješ inspiracijo? Si, ne vem, Star Wars fan, pa mogoče iz preteklosti tam kaj ven izvira, ali ne vem. Filmi, glasba, vse mi je inspiracija, ampak, kako bi rekla, nekaj časa nazaj sem se ful spustila v kaj se dogaja z vesoljem, zakaj se širi, zakaj so tu ti planeti, zakaj je sonče tako, zakaj imamo toliko nerazloženih stvari na našem planetu še zdaj v 21. stoletju, zakaj so neka mesta, neke ostanki civilizacij, ki pač there's no freaking way, da so delali to, kar so počeli. To me je začelo ful zanimati in me vse preverilo do tega, da sem se začela poglabljati o UFOs, vesoljčki, so bet in tako. Drugače smo pa izkušnje tudi iz gaming industrije, ker je delala za več podjetij, ko delajo igrce, ne? To me še to zanima, pri Outfit 7 si delala, ne? Še delaš, pardon. Kak je tvoj proces dela tam, glede na to, da pač predvidevam dobiš nekaj usmeritve, ampak ker si pač toliko, kako bi rekel, ustvarjalna, se je težko pol usredotočiti na pač v tej smeri moram zaiti. Ravno to se je izkazalo za ful dobro stvar, ker sem concept artist praktično in v bistvu, kako bi rekla, jaz dobim spreadsheet oziroma neko, kako bi rekla, informacije o igri in si recimo želijo, zdaj ne smem govoriti o igrah. Ja, okej. Ampak ne vem, dobim primer. To se ne bo naredilo, ampak primer. Da ne kdo za besedo vzel. Želimo si igro z, ne vem, igra se bo dogajala v džungli, ne bo čim več, ne vem, dinozavrčkov, ne bo čim več neke živali, pač poskusim narediti neke nove ideje in praktično si vzamem tablico, začnem delati ideje, ali bom naredila, ne vem, medveda, ali bo to dinozaver, ali bo to, ne vem, whatever, narišem creature, ga naredijo v 3D modelih, ga vstavijo v igro, se igra, odločimo, kakšne animacije bo imel in je to. Da v bistvu delam ideje za igro. Karakterje, glavne protagoniste. Kako bi pa opisala svoj, kako bi rekel, artistični stil oziroma stil risanja? Ja, to sem hotela povedati, v bistvu to je ful dober, ker sem nekaj prej v začetku sem hotela čim več art stylov spoznata, ne. In to se je skazalo zdaj za ful dobro stvar, zato ker vsaka igra ima svoj art style. In če poznaš, če imaš recimo dosti velik spekter informacij o vseh art stylih, boš lahko se prilagodil vsaki igri, ne, in to se zdaj dogaja. Koliko pa je art stylov? Nimam
niti predstave. Kaj to, ne vem, 30 ali 300 ali 2000 ali... Ker si od 30 do 50. Okay. Res, tak. Si se z vsakim spoznala ali pa ga probala, lotla že? Ja, poskušam se. Okay. S čim večjimi. Kjer ti je najbolj pri srcu? Zdaj trenutno mi je ta 2D izdelava, kako bi rekla, ilustracija izgleda tako, kot da je 3D model, ampak praktično ni. Ok, štekam. Če tak ti najlažje razložiti. Ja, ok, cool. Ok, se pravi, imamo NFT smo razložili, blockchain smo tudi nekako razložili. Kak je, kako bi rekel, imate cilj tudi prodret v Metaverse? Ja. Smo načeloma tudi nabavili, kupili smo ene 2, 3, 4 digitalna okolja, kjer bo lahko v bistvu v nekaterih že Katja razstavlja svoja dela. Okay. Recimo CryptoVoxels, to je ena taka bolj pixelated igrca, Metaverse, kjer kupiš svoje okolje, v bistvu svoj land in si sestaviš ali hišo, ali galerijo, ali karkoli. In ta igra je v bistvu zasnovana tako, da se noter ves folk v tej igri lahko pogovarja, ne, da se vsi slišijo med sabo, ne, tipkajo. In da jih lahko povabiš na svoj event, na svojo digitalno parcelo. Največ pa pričakujemo od tega The Other Side. Ne. Kaj to? To je od Yuga Labsa, od teh Bored Ape Yacht Club, ko delajo zdaj svoj Metaverse. Od teh imamo 2 landa, ko v bistvu še noben ne ve, kam se bo njihova zgodba zapeljala. Okay. Ampak pričakujemo, da nekamo v pravo smer, ne, da bo nekaj fajnega, ne, ali to igrca, ali bo pa to spet digitalno okolje za razstavo arta. Ne. Ja. Da se vrnemo samo na začetek za Janeze slovenske, Metaverse. Kaj je to? Kako bi to razložil ti? Jaz bi to razložil kot nek vizualni socialni medij. Okay. To bi rekel, kot da je, ne vem, Facebook ali pa Instagram, kjer si ti lahko avatar in se z vsemi ostalimi pogovarjaš tako, da ali imaš svojo kamero ali imaš svoj glas in hkrati pa je največ point vsega skupaj, da lahko v tem svetu ti stvari prodajaš ali pa jih trguješ s kriptovalutam. Ali prodajaš vstopnice na svoje digitalne evente ali pa prodajaš svoje digitalne stvari. Okay. Meni je bil tak najbolj luškan približek, pa vem, da ni tako, ampak film Ready Player One. Ja. Če niste pogledali, poglejte, pa si pol pogledajte podcast. Rabiš pa za one očala, ne, VR? Načeloma. Lahko, za boljšo izkušnjo, ampak lahko pa vse Metaverse uporabljaš tudi na računalniku. Ne vem, teoretiki zarote ali pa tisti, ko ne verjame ali pa vidijo to, ne vem, so zelo hudiča, bla, bla, bla. Je kakšna možnost, da, ne vem, čez 100 let se bomo v fizični obliki zbudili, boš šel, ne vem, v svoj fotelj, si dal gor očala in boš tistih, ne vem, 16 ur preživel v Metaversu, se še odklopil pa šel spat? Seveda, to se bo v Ameriki sigurno. No, ampak to je ena... Tega nočemo, ne. Nočemo ali hočemo? Ne. To pa čisto zgubi človeške vrednote, ne bomo socialni dejansko, ne. No, ker dosti, kako bi rekel, kritikov celega tega Metaverse, kripto, NFT sveta je, da pač se bo izgubile vrednote, da se bomo razčlovečili. Tako je. To se je na nek način že začelo dogajati. Se je? V kakem smislu, kje se to najbolj vidi? Metaverse, ampak enostavno zaradi porasta tehnologije, kako bi rekla, izkoriščamo v napačne namene tehnologije, se mi zdi, da... Preveč stvari ponuja. Načeloma se je včasih folk vsaj spravil od računalnika ali pa od nekega telefona, od neke igrice, takrat, ko je mogel zaslužiti za kruh. Zdaj, če boš pa ti noter lahko zaslužil vse, se pogovarjal s prijatelji. Boš pa mogel samo lulat pa nazaj not. Ja. Pa ne rabiš ničesar. Se res, ja. Pa je dejansko dosti fotelj, ko ima od spodaj lukno. Pa si vse porihtal, ja. Priklopiš si infuzijo, sploh jaz ne rabiš. Adijo, taka malo neka Matrix scena. Ne, sam mislim, da to ne bo. Jaz ful vidim use case v Metaversu za kakšne business mite, tako ko je zdaj nam korona pokazala, da smo se mogli ful prilagoditi na kakšne Teamse ali pa na
kakšne konference, ne, ko potekajo prek interneta. Samo vsak ti bo pol rekel, zakaj bi mogel iti metaverse, če pa se lahko preko Zooma ali pa Skypa isto zmenima. Zato, ker pa vseeno čutiš neko boljšo človeški odnos. Ne? Če bo tvoj avatar iste stvari počel, kot jih ti dejansko tam počneš, boš lažje začutil človeka ali pa ne vem. Ampak po pa poštiram v tej smeri, ne? Bom imel neki ful pomemben poslovni sestanek z nekim partnerom poslovnim, jaz pa bom prišel oblečen, ne vem, kot Super Mario, veš, kako to bo nekdo resno vzel, veš, kaj mislim. To je mogoče ena taka, ja. To je tako, to odpira tako ful po temo. Ful, pač, pa tako ste sama rekla, dosti podjetij pač gradi svoj metaverse, ne? Je kakšna možnost, da bo pač samo en združen? Ker pol je spet tako, se moraš iz enega disconnectati, pa iti v drugega. Najbolj optimalno bi bilo, pač vsekakor. To načeloma razvijajo tudi Slovenci, mislim, da na Tehnološkem inštitutu v Ljubljani. Okay. In načeloma bi stvar potekala tako, da bi bilo vse skupaj multi-chain, ne? In da bi imel ti digitalno okolje, kot da bi prehajal med chaini, ne? Aha, ok, pač greš skozi door ali pa... Ja, okay. Ja. In se upišeš z drugo denarnico, ali pa bi bila denarnica, ko je multi-chain, ne? Okay. In greš lahko v kjerkoli metaverse, ne? Nice. Načeloma, ja, to se mora povezati, to bi mogli biti... Da se pač napredek nadaljuje. Tako. Ja, epic shit. Ok, kako se... Zdaj ste že od 2011 ste ekipa pa ustvarjate, ne? Ja, recimo prijatelji smo. No, ok. Ja, v NFT svetu sodelujemo recimo 2 leti. 2 leti. Kak ste pričakovali taki napredek v teh 2 letih, kot ga zdaj pač imate? Ste imeli večja pričakovanja, manjša? Ne, na začetku smo imeli ful manjša pričakovanja. Ne? Smo se hoteli sam na tej sceni malo pokazati, malo raziskati, ker tudi nismo bili prej dosti v blockchain pa v same kriptovalute vključeni. Ne? Ja. In nekako nas je ta NFT svet pripeljal v raziskavo vsega tega. Ne? Okay. Pa je pa presenetila, ja, po mojem njen quality art je naredil svoje, ne vem, nine effort, ko smo ga vložili na začetku. Ja. In na začetku je bilo full boosta, no. Pa je pa svoje tudi naredil za to, ne, recimo bear market, ne, je prišel za tišje, kljub temu, da smo full delali na communityju, na novih artih, na naši zgodbi, se so sejli zgodili, ne. Ja, pride vse. Ups and downs. Ja. Kako pa zgleda vaš poprečen, kako bi rekel, delovni dan, če lahko temu sploh tako rečemo? Mi to, po moje, vsi trije jemljamo kot side business. Ok. V glavnem ima vsak imate svojo zaposlitev. Imate vsi job? Ja, ok. Tako nekako. Tako pa v bistvu svoj prosti čas namenjamo tem stvarem. Zato pa je cool, da nas te stvari zanimajo, ne? Ker če nas ne bi, there's no way, da bi svoj čas namenjali takim stvarem. Itak. Se da od tega, če vas zavzemo za primere, se da od tega služiti, živeti? Ja. Da bi samo tega zaživeli? Da se, ne. Ampak ni pa... Da se momentalno, ampak ne moreš biti pa prepričan, če se bo dal čez en let. To je nesmiselno, da pstiš job, če nisi zaslužil, ne vem, €1 milijon, da lahko pa rečeš, ok, zdaj sem pa free 5 let, lahko kamo delam, to razvijam in probaš buildati svoj community in pa ti verjetno rata, ne? Ker si dost v tem, imaš dost poznanih ljudi, imaš usmerjen fokus, ne? In če si predan neki ideji, ali je to v fizični obliki ali pa v digitalni, sigurno ti bo rata, ne? Je možno, ker dosti ljudi pač kontrira s tem, da pač to se bo vse enkrat zrušilo, balonček bo poknil, nič ne bo iz tega. Je to možno za kripto, NFT svet? Bi rekel, da je. V kakem smislu? Pa kdaj se lahko to zgodi? Mislim, da... To se zdaj dogaja, ne? Ja, zdaj to ne bo. Soba gori, it's fine. Ne vemo, kje se bo ustavil, ne? Ampak načeloma jaz mislim, da imamo že tukaj enih uporabnih stvari na blockchainu, sploh teh stabilnih, ne vem, Ethereum, Bitcoin, ne vem, še mogoče kakšni drugi, ADA, Tezos. Kriptovalute po mojem ne bojo šle, mislim, ker se če dalje več stvari se prenaša na njih, ne. Jaz mislim, da bo full v uporabo prišli takrat, ko bojo države sprejele regulacije. Ja. Ko se bo to začelo, pa mislim, da bo to tudi ena full uporabna stvar, ne. Ko bomo lahko uporabljali v politiki, ko bomo lahko uporabljali, ne vem, v vsakdanjem življenju, ne, ko šlo lahko prišel v trgovino, pa plačal s kripto. Se mi zdi, da vsakič, ko da
kitajska vlada neko objavo, da bo banala kriptovalute, pač je roller coaster dol samo. In pol začnemo počasi rasti in pol spet Kitajci dajo Ampak s tem lahko ful dobro reagiraš trg, ne? Ja, po eni strani so pa pol spet, si folk misli, mogoče oni to za nalaž delajo, da pol pač I mean, I pokupijo. would do it, če bi imela priložnost. Ja, in tak, da zmanipuliraš trg pa... Jaz bi rekel, da so full manipulacije. In iz strani, ne vem, samih borz, in iz strani whale-ov, Ja, mogoče pa tudi iz strani držav. ja. Vi ste full v kriptovalutah, investitor, wise? Ja, full. Ja, ne vem, mislim, veš... Z glavo, no, z glavo. Okay. Dobro, se če predvidevam, da če bi full bi zabili na nekem private jetu nekaj ali pa si nogice namakali. Ja, Kak je pa z zakonodajo davčno, glede prodaje, ustvarjanja, preprodaje NFT-ov pri nas trenutno? načeloma je še kar grey area vse skupaj. Okay. Jaz sem še prihajajo v neki zakoni, ne? Sploh zdaj je dosti govora o njih v Sloveniji, glede obdavčitve, kako bi rekla, NFT-ov, teh stvari. Bomo videli, kaj se bo naredili. Recimo za Američane je OpenSea že pač potrdil, da karkoli pri njih prodaš, moraš odvedeti davek. Ali si ti individualist, ali si pa ti company, ko ima 10K collection. Ne. Pri nas v Sloveniji pa mislim, da je bolj tako, da davek te doleti takrat, ko hočeš ti ta denar dobiti v fiat valuti, ali pa na svojo firmo. Ja. Ker imam pa tudi ful dobrega prijatelja, ko se zdaj že nekaj časa bi rad naredil withdraw, pa se tudi z odvetniki pogovarjal pa to. Na začetku so govorili, da je obdavčen vsota, ki jo ti daš noter, pol se gleda, če ti full tradaš, tako da še je rekel, da parkrat je klical tudi na davčno, pa niso imeli sploh odgovora. Ne. Ampak po drugi strani pa je tako, pa ne vem, bo počakal še 1 leto, pa bo recimo vse eksplodiralo, pa bo vzel pol Slovenije, pa bo se kar nagrad se meni inšpektor najdel, pa rekel, ti moraš plačati, ne vem, 22% davka. Takrat, ko je pa to gnarja, pa itak ni problem. Ne. Greš v eno indonezijsko državo ali pa na Portugalsko, tam odpreš firmo, tam izplačaš tisti denar, ko si ga tu zaslužil, pa ti tista firma izplača denar na tvojo firmo v Sloveniji, ne, če pa hočeš imeti pravno. Ja, pa je porihtano. Če se vrnemo nazaj na blockchain, kaj svetujete? Matic, Solana, Ethereum, v katero smer se vi odločate za prodajo, kakšne so prednosti, slabosti enega drugega? Ja, načeloma mi smo začeli na Ethereumu, pa tudi do zdaj vidimo najboljše stvari na Ethereumu, ker je največ ljudi tam, največ aplikacij na Ethereumu razvitih. Ja. Ne vem, kljub temu, da ima visok gas fee, se mi zdi, da ima prihodnost, mislim, glede na to, da prihaja ta layer 2, 2.0 Ethereum, kjer bo proof of stake in se bojo načeloma zmanjšali ti fee. Se mi zdi, da so tudi marketplace od Ethereuma najbolj razviti. Pa to zato, ker je že z nami, da so ljudje comfortable z njim. Ja. Prepoznavn, udobno jim je, vejo, zakaj se gre. Ja. Pa stabilen, ne bi lahko rekel. Veš, recimo Solana, je bila, takrat, ko smo jo mi stestirali, je bila, ne vem, $240, če se zdaj ne motim. Nekaj tazga. In zdaj je padla na $400. Ethereum je takrat, ko smo mi začeli, bil vreden, ne vem, $4,000, pa je zdaj $1,000. In ta razlika v pacu je večja na Solani. Valjda. Zaradi tega pravim, da je mogoče bolj stable Ethereum, ampak so pa tudi ful dobre stvari na Solani. No. Če si v pravem trenutku na pravem mestu, bi rekel, da je vsak chain hud po svoje. Ja. Generated ali unique? Dobro, itak vidimo, da pač imaš unique, ne? Ampak ste kdaj razmišljali o generated dropih? Jaz sem. Mislim, ker potencialno pač bi lahko bil toliko večji buy oziroma prodaja, ne? Ampak načeloma preden ne dobimo ali enega investitorja ali pa ene hude ideje, kjer bomo lahko poskrbeli, da si prvošmo te bajne ameriške influencerje, ko zahtevajo ne vem kakšne denarje, za to stvar, da zbuildaš community, ne vidim enega use case-a, da bi se spustilo to, ker ipak je pa tle vzadi ful enega dela. Ne. Ja, valjda. Recimo z eno drugo ekipo slovensko, Trislet, če mogoče poznaš. Ne, nisi še slišal. Glavnem, Sorry, noobs, kaj.
Ne, se to Ja. v bistvu šteti še niso v NFT-jih, ne. Oni sadijo drevesa s svojimi zapestnicami, ampak zdaj se hoče ta use case zapestnic preseliti v NFT-je in razmišljajo v 10K kolekciji, ne. No in ta aspekt je meni ful dober, recimo, da ti, če že neko 10K kolekcijo delaš, da narediš nek real life utility, da ni to nek founding ideje, ko bo igrca enkrat, če bo. Pa se bo obnesla za 3 mesece, štekam. Ste delali kaj raziskave, koliko, ne vem, influencerji pobirajo oziroma hočejo za promocije? Je odvisno od njegovih followerja, ne. Ok. Ampak ful, ne vem, to bi rekel jaz od 5 etra naprej. Ok, za verjetno story, pa če na slikice samo. Ki je še lepo post ali pa 2 storija. Načeloma, dobrega influencerja moraš ti tudi svojo idejo nekako prepričati. In če si ga prepričal svojo idejo, pa če si ga pripravljen dobro plačati, ga mogoče lahko dobiš v svoj community in to je tisto, kar si želiš. Da bo on z veseljem rekel, jaz bi pa to imel. Tako. Pa boš ti rekel, pay mi. Da ga dobiš še v svoj Discord community, ne, pa si pa že mogoče zmagal. Ne. Pa da imaš še ne 3 takšne, ko so ful vplivni v tem svetu, pa lahko zalaufa, pa tudi če prodaš 1 pixel. Ne. Se vi bolj osredotočate, mislim, na kateri trg se bolj osredotočate? Worldwide ali, ne vem, ameriški trg ali Evropa ali... Načeloma worldwide, ja. To nam je bil tudi na začetku ful interes, ne, zato da ker Katja je imela ful reference pa prepoznavnost v Sloveniji. In to smo hoteli razširiti. Načeloma, kar je pa trg pokazal, je pa Amerika, Nova Zelandija, Avstralija pa Azija. Ne. To so največji kolektorji. Zdaj ne vem, mogoče bi bili še Rusi, če ne bi bili v vojni. Vaše kolekcije lahko spremljate, ko jih nekdo kupi od vas? Ali jih pol holda, ali jih preproda naprej? Tako, to je trackable. Večinoma je holderov ali resellerov? Vsi so holderji, zaenkrat. Ok. Kakšne programe uporabljaš za risanje? To se bilo to eno prv vprašanj. Če lahko deliš, seveda, če ni. Do lanskega leta sem v bistvu uporabljala tak ful nepoznan program, ki je zelo priročen za ilustracije, ker mrča med sabo barve, ful moj program ima dejansko to opcijo. In ime mu je Paint Tool Sai. Je japonska, je kitajska stvarca, ampak sem potem zaključila, ker ima dosti limitationov, pa nehali so ga izvajati nekaj let nazaj, tako da ni bilo proper updateov pa vsega. Pa sem začela pa itak s Photoshopom, lanskem letom. V bistvu tudi, ko sem prišla na outfit, je bil pogoj Photoshop. Je šlo pa eno z drugim. Po drugi strani vidimo danes NFT-je, ko jih rabiš, tako si rekla, tako neko tablico, display, high-tech, program, znanje v ozadju, da vse te funkcije uporabiš. Pa vidiš tudi, da se kdaj proda, ne vem, NFT, ki ga nekdo v slikarju verjetno not nareja, pa je cena taka, da si tak samo, how the fuck? Je kar, I won't lie, je malo discouraging, ampak po drugi strani pa te stvari so se dogajale že pred digitalno umetnostjo, tudi z tradicionalno, ne vem, si imel različne pristope k slikanju, realistično slikanje, recimo, bilo meni takrat full cool, zdaj recimo mi ni več, okusi se spreminjajo. Ampak takrat se spomnim, da si videl recimo, ne vem, 2 sliki, leva je bila realistična, tako full lepa, baročna stvar, ne vem, portret neke ženske z psom, pa si tako, to se bo prodalo za full denarja. Potem pa desno, ne vem, neka abstraktna stvar, recimo, ne vem, belo platno, recimo. Se je prodala za milijona, tako da you never know. Je pa res, da so tu je v ozadju so ideja pa koncepti, ali boš vložil denar v idejo ali boš vložil denar v nekaj, kar je estetsko. To je tako vprašanje. Kako pa pol tu korigirate, koliko procentov mora imeti, kako bi rekel, vsebina ilustracije, pa koliko je kvaliteta, ali mora biti oboje? Ful je pomembno tudi motiva. In so ene statistike, ko ne vem, recimo, če bo slika vsebovala mačko, ful cute mačko,
bo recimo ful hitreje prodana. Zdaj govorimo o dejanskih motivih, ne abstraktnih nekih konceptih. Se bo ful hitreje prodala kot pa ne vem, neka politična zadeva. A pa če bo imela slika žensko, malo bolj, sexy something, bo dosti hitreje prodana kot pa kakršen kot drug motiv. Če tako pomisliš, se res greš na YouTube pa pogledaš, ne vem, Cute Puppies video, pa ima milijon to gledal, ker neka debata politična pa nič, ne. Pač, ja. Se pravi, strmite k temu, da tudi vaš art oziroma to, kaj date ven, ima vsebino, da ni pač kar nekaj. Kaj bi pa radi ustvarili s tem? Prej si omenila, da je pač tvoj art trenutno malo bolj space-ish. Ciljate na mogoče, ne vem, skozi zgodbo, da boste razvili prav zgodbo, mogoče, ne vem, ki ima skript ali... V bistvu smo se pogovarjali o tem, da bi naredili zgodbo nekako glavne ženske protagonistke, ki gre skozi vesolje, pa se ob tem dogajajo neke zadeve. Na vsake sliki je ona, ampak v nekem drugem ambientu, v drugem environmentu, na drugem planetu. Neka vesoljska Indiana Jones ženska verzija. Ok, nice. Kako pa pol vaš projekt predstavite, ne vem, potencialnim resnim kupcem ali pa investitorom, ki nima blage veze sploh o tem, pa so tak, mi nočemo zamuditi tega vlaka. Kako? Nekom, ki sploh ne ve, zakaj se gre. Ja, prijen, nemarno bogat, pa je tak, vi izgledate cool, moj sin vas followa, jaz bi v vas vložil toliko. Prepričaj me, da bom. Ok. Absolutno. Tule gor piše, ne. Jaz pravim, da vsi projekti, kako sem že prej rekel, morajo reševati nek real world problem. In ravno s tem artom, ki ga tudi Katja riše, hočemo narediti neki utility, neko uporabnost. Nekaj, kar lahko dejansko ljudje doživijo tudi. Ljudje so pripravljeni vložiti v svoje doživetja, ker ta doživetja tudi ustvarjajo neke spomine, na katere se ful radi spomnejo in to je zelo povezano z artom. In ravno tukaj tudi, bom rekel, moj del, kjer želim upeljati Katin art, Lukatovo raziskovanje in povezati vse skupaj v festival. In to je tudi ravno to, kar delamo v svojem domačem kraju. Utility, kaj bo omogočil? Če si lastnik Katinga arta, boš lahko prišel na konferenco, se boš izobraževal, njo spoznal, se pozabaval na festivalu, užival 2 dni, bil v nekem brezskrbnem svetu za tiste 2 dni in to je neko doživetje, ki ga želimo ljudem omogočiti, vsem lastnikom Katinga arta. In zdaj pa primer, ko se pa tudi arti, ne vem, izobesijo v hišah, ne vem, poslovnežev, kar jim nekaj pomenijo. Tukaj se gre pa po moje predvsem za to, da se kupi Katina zgodba, da se poistovetijo s tem, kar Katja naredi, kar se napiše zraven arta. Se skušamo experience. Ja, tako, na koncu se gre vedno na čustva. Tako, za experience in tudi na tak način mi želimo to prodati. In mi se zavedamo, da tega ne moreš vsakega arta vsakemu prodati. Ne, ker nekom je meaningless, nekomu pa... Pa tudi izgubilo bi vrednost, če bi vsi zdaj kupovali pa bili zainteresirani. Se pravi, načeloma boste ustvarili neke vrste art koncert. Dajmo reči art gallery. Okay. V zadju je pa definitivno skupnost, pozitivno naravnana skupnost, ki, bom rekel, spoštuje naše delo, mi to delo in to znanje delimo z vami in dajmo se pa tudi enkrat na leto videti, dobiti. Tudi vidva zelo lepo vabljena 12. pa 13. avgusta v Hrastnik. Prijemo. Tako da bom imela tudi svojo digitalno ekshibicijo, bom imela na televizorjih, minglanje, četanje, lunch, potem pa gremo tudi vsi skupaj še na festival. In ja,
Tako, to je utility, ki je v zadju za tem. Pride pa še free merge, tega smo tudi napisali. Bomo bolj pošerali, da te lahko vsi videli. Tako, pa še QR kodo lahko kam zalimaš, pa kakšne linke in the description below. Bomo. Včeraj sem že prej omenil, sem gledal tudi en dokumentarec o NFT-jih. Zakaj take vsote? Naprimer, komentarji so bili Pablo Picasso, ko je risal svoja najboljša dela, je za njih tudi dobo drobiž, po domače povedano. Ne? Ja, to je vprašanje, kaj so najboljša dela. Za koga? Ja. Recimo, ne, za mene so bila najboljša dela pred 10 leti, nekaj popolnoma drugega, kar so zdaj. In ti načeloma, ko kupiš umetnino, ko kupiš art, kupiš cel progres umetnika oziroma avtorja, ne kupiš samo dela, ki ga je on naredil v zadnjih 3 dneh, v zadnjem tednu, v zadnjem letu, ampak kupiš celo njegovo življenje. Njegovo dušo, na nek način. Ja. Če se poistovetiš z njo, če spremljaš, ti verjetno ne boš kupil art potem, ko si jo, ne vem, spoznal in je to, ne? Ampak verjetno nekaj časa spremljaš, se poistovetiš, si del communityja, si mogoče zato neke vrste nagrajen, povabljen, private chats, private channels in takrat se boš potem odločil. Cel ta experience pravzaprav ti plačaš. Načeloma isto v vsakdanjem življenju, ne vem, nekdo je full fan od enega nogometaša, gre na vsako tekmo, kupi VIP stopnice za meet and greet, drese, podpis hoče. To je pač isto, samo da je v bistvu v digitalni obliki ti si dejansko lastnik. Sem še kaj spustil? Kaki so načeloma ekstra bonusi, da si owner nekega NFT-a? Vsak projekt na svoje bonuse. Ja, ok. Definitivno je pa naš dolgoročen cilj tudi, recimo to je en koncept, v katerem smo se, bom rekel, pogovarjali, se pravi, postaneš, bom raje povedal, iz kje smo izhajali najprej. Se pravi, veliko ljudi se gremo v kripto, zato ker je nekaj zaslužili. Pač jaz sem prepričan, da je to več kot 90% ljudi, gre samo zaradi tega noter in smo pa razmišljali, kaj če se mi tem mogoče mečkem prilagodimo in jim tudi, bom rekel, ugodimo. Se pravi, postaneš lastnik cuttinga arta. Skozi razvoj, bom rekel, projekta, od celotne kolekcije, ki bo izdana, v celoti bo to 50 artov. Se pravi, mi imamo land, imamo ta Metaverse land in mi lahko izpostavimo cutting arte, katerih lastnik si ti v ta land. Ljudje, ki bojo ravno tako, kot greš v galerijo, v Mariboru galerijo, plačaš neko vstopnino, da ta art vidiš, izkusiš ta experience, se pravi, in pravzaprav ta galerija ima pa 50 lastnikov in vsi na koncu neki profitirajo od tega, da so ti obiskovalci prišli se ogledati cutting art. Štekam. Kje, kako bi rekel, kje je tista zgornja meja vrednosti prodaje, cene NFT-a pri vas, da ste tak, ok, to pa je že res smešno, da bi za toliko prodali ali pa da bi nekdo to hotel kupiti, kako bi rekel, dobro, itak se cena izoblikuje glede na povpraševanje, ne? Ste imeli ful težav s tem, ko ste določili ceno arto? Ja. Glede na ur, ki si ga ti vložila, ne vem, če smo povedali prej, koliko časa ti vzame en art približno? Odvisno od dela. Mislim, odvisno od motiva. Če mi je ful všeč, sem lahko konec v enem dnevu pa pol. Če sem tak, ok, v redu, zdaj motiv, ki ga rabim narediti, da se bo prodal, ni mi glih pri srcu, pa ga bom naredila vseeno. Kak teden. Ampak načeloma je, dosti hitro sem v teh stvarih, no. Ponovadi se manj dlje delajo te stvari, ampak ja, tako, bi rekla, od dneva pa pol do enega tedna. Se ti zdi, je to dolgo za ustvarjalca ali ne? Nimam predstave, ok. Ni, ampak zdaj spet mi delamo, mislim, jaz delam ilustracije, ne, če bi imel nek generated zadevo, bi v roku
5 minut, ne piše to, to naredimo, zdaj pa samo še podvajamo. Ja. Spreminjamo neke elemente, je to. Ok. Se pravi, prej je Jernej, Luka, omenil, boste kdaj naredili Generated? Ali... Jaz bom protestiral skozi pred tem. Pač manj je težko, začeli smo z idejo, da ga ne bi imela, ne. Mislim, da imamo unikatno delo, da je vsako delo unikatno, tako da, mislim, zdaj tudi Generated na nek način so, ampak ali bomo šli proti sebi, ne vem, lahko bi se poigrali s to idejo. Jaz dovoljujem možnost tega, da neke točke to Pod drugim imenom? Ne pod tvojim. Zakaj ste proti Generated-nemu dropu? Kakšne komentarje imate? Jaz imam... Vaša perspektiva me pa zanima. Ja. Pač večino teh projektov je bilo narejenih zato, ker so ljudje hoteli zaslužiti. Narejeni so bili na hypu, narejeni so bili na low effort, high volume, low quality. Pač, to je moje mnenje. Ne vem, ne poistovetim se s tem. Jaz še vedno gledam na Katin projekt kot artist, kjer v zadnji je človek, ki svojo roko, s svojimi možgani dela to in se mnenja, da temu so namenjeni na FTI. Zdaj, če hočemo pa nekaj generirati, pa ne vem. Ja, to je bila osnovna ideja, ne? Ja. In zdaj, če bi šli na generated content, bi šli sami proti sebi, ne? Ja. Tako da, po mojem bi bilo cool, da smo konsistentni z prvo idejo, ampak lahko bi se poigrali za generated zadevico, ampak ne vem, za dost manjšo vrednost, ne vem. Namen generated, ne vem, če rečemo tale projekt, kaj je CryptoPunks, ne? Bil en izmed prvih projektov in je dal nekako potem, po moje, tudi idejo naprej, da so drugi še to delali, ne? Ampak oni so dejansko reševali problem. Reševali so problem. Vsi, ki uporabljajo kriptovalute, jih v prvotnosti uporabljajo zato, ker hoče biti anonimni. In bom rekel, ta kaliber ljudi svoj privacy zelo, zelo na visokem nivoju ceni. Sem imel tudi priložnost govoriti s parem takim ljudem in to je next level. V kakem smislu? V kakem smislu? Ne vem, da primer, jaz tudi fotografiram bom rekel, tudi za dokumente, kdaj fotografiram, on to bo, a si izbrisal? Res? Na takem nivoju govorimo to. Ne vem, zakaj pa rabiš moje ime? Ono že OCD skoraj. Ja, in dosti takih ljudi obstaja in to je bila recimo tudi dobra rešitev za njih in to je postal njihov, oni so bili znani po tem. To je njihova profilna slika na vseh družbenih omrežjih. Ime je pa čist nepovezano z njihovim imenom, digitalna denarnica ne moš izslediti in je bil narejen za neko anonimno digitalno identiteto. Ja, mislim, bolj po drugi strani štekam nekoga, ko, kako bi rekel, je tak zagrižen, da pač hoče biti anonimen, pa mu omogoča blockchain, kriptosvet, NFT tehnologija, da pač to stane itak je pripravljen pol plačati, ne, ogromno. Je bil namen za tem projektom, ne, zdaj za vsemi ostalimi drugimi projekti, 10K projekti so se pa največkrat prodajali prek nekih igrc, se pravi, da so oni founding zbrali, da bojo igrco naredili. Samo to je vedno se mi zdi neki short term, kako bi rekel. Ne vem, a nismo navajeni, da so ponavadi najprej igrco naredili, točno to. Pa smo jo igrali in pol pa so dali release, pa si lahko bil, jaz bi pa bil oni general ali pa, ja. Tako, ne, v bistvu se je obrla stvar in jaz pravim, da to ne more funkcionirati, no. Short term, hype turn, ja. Dolgoročno, ko bo to ljudje 100krat naredili, se to poruši in to se je tudi naredilo. Z velikimi projekti, 10K projekti. Ja. Pa samo rak, pol pa je tak. In zakaj bi mi to s Katjo naredili? Jaz ne vidim, zakaj. Ja. Ni odgovora, tako da pač je odgovor ne. Ok, ste slišali? Da ne ste iste napake delali. Česa vas je, ali pa posamezno strah, kar se tiče NFT, metaverse, kriptosveta? Kaki so strahovi? Če sploh so? Pri meni so, ampak izvirajo bolj iz ideje, da
stvar je še vsem rizična, ne. Na vsakem momentu se lahko nekaj naredi, pa bo pač ni več, izgine, stvari grejo. Ja. To je, kar se mene tiče, edini strah. Edina stvar, ki je tako vzali tu, kaj če nekega dne, po koncu. Ampak še to je tako mala verjetnost, mislim. Ja. Da bo šlo ful počas in da bomo rabili 30 let, da bo ljudje ponotranili. Ja, digitalno, rekel, neko lastnino. Pa da bo, kako bi rekel, države, ustanove to nekako sprejele, pa da se bo začelo to bolj v everyday life uporabljati. A je to strah? Mislim, jaz se ne obremenjujem s tem strahom, se ponovadi obremenjuješ. Jaz še zmeri to gledam kot na novo tehnologijo, nov način, tako kot je internet bil nova tehnologija, tako kot so bila družbena omrežja, tako kot so spletne trgovine nastale, je to pač nek nov način, kako lahko digitalno komuniciramo. Nice. Ste probali kdaj zamenjati vloge? Da ne vem, sta vidva kdaj probala kaj narisati, ali pa obratno. Tako, bolj team building varianta. Bi lahko, ne? Ja, še bi lahko. Mislim, jaz sem se že najavil prkati za kakšne Photoshop lekcije. Ja, to še moramo narediti. To moraš narediti. Ok, nice. Kdaj ste rekli, da imate tako 12. pa 13. avgust. Hrastnik. Ime smo zbrali, ne? Ime. Hivers. Tako, ja, Hivers. Tako tam bo Katina razstava njenih del, tudi mislim, da bo več kot 5 govorcev, ki so v slovenskem NFT spaceu zelo prodorni, bom rekel, tako da zanimive predstavitve, zanimive debate, šankec, mečken minglene, potem ob 9. uri se festival odpre, gremo na festival se naprej podružiti, to bo na soboto, tako. 13. bo to, festival se pa že en dan prej tudi začne. Nice. Cool zadeva, že če greste pogledati, kaj se je prej dogajalo z lanskim letom, predlanskim letom, High Festival tudi sploh, to je fajn pošpegati. Jaz mislim, da se moramo vse en tukaj pohvaliti, da... Itak, hvala, prosim. Da lansko leto smo mi, jaz še zmeri pravim, da smo prvi festival, ki smo naredili digitalno galerijo, čeprav je bila amaterska, je bila prva. Z letošnjim letom EDC, vsi veliki festivali, Exit tudi naprimer, so leto začeli. Mi smo lani to naredili. Ravno zaradi tega, ker smo se prej upeljali v ta projekt zaradi Katie Shock Art projekta. Mogoče, da malo potizamo, kateri je Next Level projekt. Verjetno ste, 3 leta nazaj razmišljali, kako bi naredili ta projekt, pa ste bili pol prvi. Kaj pa je pol naslednja, malo večje? Imate kakšne zametke, zamisli? Zametke, zamisli za Next Level projekt. Trenutno smo, bom rekel, res v tem, da dobro izpeljemo, povežemo, izobrazimo slovensko skupnost. Se mi zdi pa, da od tu naprej se bojo potem dale reševati, bom rekel, problemi industrij, ki so trenutno, bom rekel, za mene osebno definitivno glasbena industrija, tukaj bi rad veliko pomagal, se tudi sam dosta ukvarjam z njo. Potem Luka zelo veliko pomaga pri 3-sled projektu, se pravi, govorimo o nekem eko, se pravi, sadimo dejansko drevesa s tem foundingom, pomagamo svetu. Katja? Katja bo risala. Katja bo risala vsako leto boljše. To moram povedati, jaz njen art spremljam že od srednje šole, ko je začela objavljati, to se vidi napredovanje konstantno, res, to je wow. Se pravi, te lahko pričakujemo, čez 2-3 leta, da si Marvel karaktere nove zrisala ali pa DC. Kaj si Marvel ali DC fan? Pazi, za kaj še rekla. Moraš, you gotta pick one, moraš nekaj čuzati. Bolj Marvel. Ok, tako naša je, ne tam je. Bolj Marvel. Mislim, DC ima, they have some good things, ampak... Ok. Jaz pravim, da bojo poklicali. Fiks, jaz te mislim, da. Še zadnje, kako bi rekel, spodbudne besede mladim, ki se mogoče odločajo za vašo pot, ali pa na svet, kako? Ne, ne vas ne bo strah, sprašujte kogarkoli lahko, vprašajte ljudi, tudi mi, kogarkoli boste vprašali, bomo z veseljem ponudili odgovor, če ga bomo poznali. Sam iti v stvar, pa zgubiti nimate kaj, razen keša, če boste dali
prevelik investment, ampak na začetku smo vsi tako cool. Tako, ja, absolutno, artiste, dejte probat, dejte se izobražiti, pridite na kakšno konferenco. Mislim, da se bomo tudi mi potrudili čim več objavljati o konferencih, kje se dogajajo po Sloveniji, ker mogoče je kar težko zvediti vseeno, ker je zelo nišna zadeva, mogoče se tudi ne oglašuje tukaj, mogoče je rajš preskrola mimo, ampak absolutno na Katjinem profilu boste našli te stvari, če ne druga, je pa dober entry point tudi naša konferenca 13. augusta v Hrastniku, tam boste spoznali ljudi, ki tudi vodijo druge konference, ki redno hodijo potem in to je, se mi zdi, da najboljši entry point glede na stanje v marketu, ki ni najboljše, se pravi, treba izkoristiti za izobraževanje, da se naučiš in se pripraviš na naslednji run. Nice. Luka, še ti imel spodbudne nasvete, besede? Kaj še rekel pametnega? Jo. Zaključi z modro. Ja, ne, jaz bi sam mogoče vsem povedal, da nikamor se vam ne mudi, nič ne bo pobeglo. Vzemite si cajt, raziščite svojo idejo, mislim, raziščite svoj področje tiste ideje, ko jo imate, pripravite dober community, spoznajte ljudi, pejte na konference, tako kot je rekel, networking je prednji izdate projekt, ful pomemben. In to je to. Mislim, da ni razloga za neuspeh, no. Tukaj smo na začetku še s celo situacijo, da morate priti pogledati. Nice. Ste slišali? Najlepša hvala vsem trem gostom, odlični ste bili, super ste bili, spremljajte jih na social media, mi pa se vidimo, se slišimo. Ajde, peace out, folk. Thank you. Epic shit.